Še ena oseba se je odločila izzvati Ilhan Omar in zdaj imamo še eno grožnjo položaju Ilhan Omar na oblasti. Ker vsi vemo, da mora ta ženska oditi. Zatem stoji Nancy Mace, ki predstavlja zakonodajo za prepoved naturaliziranim državljanom, kot je Ilhan Omar. Pramila J. Jayapal in Shri Sanadar, da bi opravljale funkcijo v kongresu. Zdaj je to seveda zelo sporen ukrep, saj so naturalizirani državljani eden od načinov, kako so ZDA postale to, kar so. Vedno so podpirali sprejemanje priseljencev, seveda zakonitih. Toda zdaj, ko vidimo, da vedno več tujih sil poskuša poslati svoje ljudi v Ameriko in dejansko delujejo kot akterji v vladi, ki ne delujejo v korist države, kar pomeni, da je to postal način za prevzem Amerike. In Ilhan Omar mislim, da je verjetno najbolj očiten primer tega. Nancy Mace pa pravi, dovolj imam tega. Želim si samo v Ameriki rojenih domoljubov, ker je nekaj posebnega v tem, da si rojen v določeni državi, kar te naredi nedvomno domoljubnega. Razen, če te seveda ne uspejo zmanipulirati zunanji vplivi, s čimer se ona poskuša spoprijeti. Poglobljeno bomo razpravljali o tem, kaj to pomeni in kaj ima Ilhan Omar povedati v svojo obrambo. In za tiste, ki Ilhan Omar ne poznate, brez skrbi. Do konca tega videa boste to žensko sovražili prav tako kot jaz. Dobrodošli v oddaji The Pushback, sem Meira Kay, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisnite na gumb za naročilo, da podprete ta video in se nam pridružite, saj smo gibanje, ki se upira norcem tega sveta. In moram reči, da Ilhan Omar ni na vrhu seznama. Je pa zagotovo zelo visoko. In res predstavlja to čudno vrsto pojava, ki ga opažamo pri ljudeh, ki želijo vplivati na Ameriko, da bi jo uničili od znotraj. In vedno več ljudi to opaža. Mislim, celo J.D. Vance in Trump sta javno govorila proti njej, ker je tako očitno, da ni proameriška. Da ne omenjam dejstva, da je popolna prevarantka, dobesedno goljufiva. In govorimo o tem, da je njena viza verjetno goljufiva, način, kako je prišla v Ameriko, naj bi se poročila s svojim bratom, prikrivala milijone, govorim o stotinah milijonov dolarjev, ukradenih vladi v celotni somalijski prevari in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Da sploh ne omenjam, da je preprosto grozna oseba. Zdaj, eden naših najljubših načinov na tem kanalu, da ugotovimo, kaj ljudje v resnici mislijo o določeni predstavnici, je, da preverimo Kelshi. In za tiste, ki Kelshi ne poznate, je to v bistvu borza za napovedi, največja v Združenih državah. In ljudje tukaj vlagajo svoj denar tja, kjer mislijo, da bo njihova napoved pravilna. Zato jih preverite, saj so oni podporniki, sponzorji tega videa. Prenesite aplikacijo Kelshi in uporabite kodo MEIRA, da prejmete $10, ko vložite $10. Kelshi se napiše K-A-L-S-H-I. Kelshi. Stavite svoj denar tam, kjer je vaša napoved. Ampak želim, da si za trenutek ogledate to. Ker je ena izmed prvih stvari, ki se pojavijo, kdo bo leta 2026 obtožen zveznega kaznivega dejanja. In Ilhan Omar je tukaj. In možnost, da bo ta ženska leta 2026 obtožena zveznega kaznivega dejanja, je skočila za 20 točk na 57%. In če vam to dobesedno ne pove vsega, kar morate vedeti o tej ženski, zakaj se zavzema in v kaj verjame, potem res ne vem, kaj bi še lahko povedala. Tako, to je tisto, kar ima Nancy Mace povedati in kar misli, da je razlog za ta zakon. Ne verjamete, da bi moral kdorkoli, ki je rojen zunaj Združenih držav Amerike, imeti dovoljenje za služenje v kongresu? Povejte našim gledalcem, kaj si o tem mislite. Še enkrat, spomnite se, kako sporno je to, saj je Amerika sestavljena iz priseljencev. In ja, imate nekaj res slabih, ampak imate tudi izjemne, kot je Patrick Bet David. Ljudi, ki niso bili rojeni v Ameriki, pa vseeno popolnoma predstavljajo ameriško ljudstvo. Pravilno. Ni nam treba iskati dlje od Ilhan Omar ali tistega tipa. Ne morem izgovoriti njegovega priimka. Shri. To so ljudje, ki so prisegli zvestobo tujim državam. Verjamem, da so pod vplivom svoje zvestobe tujim državam. In želimo si zagotoviti, da Ameriko vodijo ameriški domoljubi. In če mora biti predsednik rojen kot državljan, bi morali biti tudi člani kongresa. Prav tako tudi naši sodniki. Zato je šlo v mojem zakonodajnem predlogu. Toda v kongresu se tu ne bi smeli ustaviti. Vsaka posamezna zvezna država po vsej državi bi morala prepovedati tujcem ali osebam rojenim v tujini, da postanejo guvernerji, podguvernerji ali da služijo v državnih zakonodajnih telesih. Vidimo, kaj se trenutno dogaja v Evropi v realnem času. In želimo zagotoviti, da se to ne zgodi tukaj, ker ko je enkrat vse izgubljeno, se iz tega ni mogoče vrniti. Naravno rojeni državljani, kot je predsednik Združenih držav Amerike, so od tukaj in služijo interesom naše države.
Mislim, poglejte, moram reči, da ima prav. Neprijetno je razmišljati o tem, ampak če pogledate vzorec tega, kar se dogaja, ko imaš ljudi, kot je Mamdani, dejansko ne veš, ali se je rodil v Ameriki. Ampak imaš ta tuj vpliv, ki dobesedno poskuša prodreti in mu je to v Evropi tudi uspelo. Moraš si reči, veš kaj, v normalnih časih bi morda bili odprti za ljudi od zunaj, ki so se priselili in so zdaj uradno Američani. Brez težav bi nas zastopali. Ampak vidimo vzorec teh ljudi, ki prihajajo in dobesedno poskušajo obrniti in spremeniti stvari. In Ilhan Omar ni pretiran primer. Zdi se, kot da je tuji vohunski element, ki dela v vladi. In mislim, da ko imaš to, moraš reči, v redu, čas je, da razglasimo vojno. Mislim, pomisli na hladno vojno. Ali bi si kdaj mislila, da bi guverner, ki je bil v preteklosti Rus in se je na to naturaliziral v Ameriki, lahko dobil visoko pozicijo v vladi? To preprosto ni mogoče. Dejansko ni nobene možnosti, da bi se to zgodilo. Mislim, morda se je to zgodilo v zgodovini, nisem prepričana. Ampak to je ena tistih stvari, kjer bi vsi rekli, kaj pa delaš? Jasno je, da ima vsaj potencial, da je vohun. Zelo verjetno pa je nekdo, ki je bil indoktriniran proti nam in samo igra vlogo, da bi nas sabotiral od znotraj. In vsi vemo, da najhujša sabotaža države ne prihaja od zunanjih sovražnikov. Pride od ljudi znotraj, ki se ne morejo spraviti v red. In tako se zdaj postavlja vprašanje, ki ga je treba zastaviti. Ali smo dejansko v vojni? Ali je Zahod v vojni z ljudmi iz drugih držav? In samo pretvarjamo se, da temu ni tako, ker ne gre za puške. In mislim, da bi lahko rekli, če pogledate Ilhan Omar in način, kako deluje, da se zdi, kot da dela v imenu tujih subjektov. Zaupajte etiki. Druga stvar, ki jo je treba opaziti, je to. Kongresnica, kje smo glede preiskave Ilhan Omar? Očitno obstajajo določena vprašanja glede njenega državljanstva. Zadeva je bila predana etični komisiji. Ali lahko zaupamo etični komisiji, da bo dejansko ravnala etično in storila prav? No, kaj se je do zdaj zgodilo? Mislim, da je vedno rečeno, naj postopek poteka, kaj ne? To vedno rečejo in nikoli se nič ne zgodi. Poskušala sem s sodnim pozivom pridobiti njeno imigracijsko dokumentacijo ter imigracijsko dokumentacijo njenega brata in moža in bili so republikanci, ki so zavrnili moj predlog. Zanimivo pri tem je, da so republikanci vpleteni, zato ker, naj vas spomnim, republikanci v vladi niso popolni. Da morda so nekoliko boljši od norih demokratov, ki jih vidimo na položajih. Naj vas spomnim na žensko, ki je tvorkala in poskuša priti na oblast. Vendar pa so ti ljudje hkrati pokvarjeni. Pogosto, in rekla bi pogosto, velikokrat, ali pa absolutno, ljudje, ki jim uspe priti na položaj v oblasti, so pokvarjeni posamezniki. In zato imajo na vseh straneh spektra razloge, zaradi katerih želijo zaščititi svojo zasebnost. In ko jim to začnete odpirati, imate pred seboj problem. Če dovolite ljudem, da začnejo raziskovati ozadje, stvari, ki zdaj, ko ste guvernerka, ali zdaj, ko ste nekdo v kongresu, imate diplomatsko zaščito. Imate možnost, da ljudje tega ne preverjajo imuniteto, potem nočete, da bi ljudje to raziskovali. In to velja tako za republikance, kot za demokrate. Ljudje nočejo, da bi bila njihova preteklost razkrita. Nočejo tega. In to je tisto, kar je zelo, zelo zanimivo pri tem. In sicer dejstvo, da je tako enostavno postati manipuliran in pokvarjen guverner, da moraš vzpostaviti neko infrastrukturo, da zagotoviš, da najslabši ljudje ne pridejo noter. Kako to narediš s svobodo? No, kar ona pravi, je zanimivo. In mislim, da se moramo samo spomniti, kdo je Ilhan Omar za začetek. Verjetno skrbi nas, kaj se dogaja. Zakaj nočeš govoriti z nami? 15 tisoč. Otrok, 40 tisoč ljudi. Samo opomnik, da je ta ženska, v redu, ameriška vlada je zdaj za njo, ker se zdi, da je delala za kubansko vlado kot marksistka. V redu, mislim, da bi morali vsi poznati to ozadje. Ampak ne pozabite, ta stvar z Ilhan Omar se širi. Mislim, da ta komičarka to vsaj približno zadene. Poglejmo si. Ilhan, ali lahko prosim zgineš iz Minnesote? Ja, približno. 30 milijonov razlogov, zakaj ti je Minnesota všeč, mala prevarantska prasica. Mislim, da je to kar res natančno, kaj ne? Ona je res tako prevarantska, grozna oseba, ki je ukrada denar vsem. Vemo, da je to res. In torej,
Vprašanje je, ali je takšno pravilo v redu, ali je tak zakon dober predlog. Ker spet, to ne napada samo Ilhan Omar, ampak tudi ustavi ljudi, ki so morda v svojem bistvu Američani, ki so prišli, ki so globoko idealistični, ker so videli negativne stvari od zunaj. In to je vprašanje, ki ga moramo upoštevati. Bila bi zelo presenečena, če bi to sprejeli. Torej, zdaj se seveda sprašujete, kako se je Ilhan Omar odzvala. No, poglejmo sami. Lahko vprašamo Nancy Mace. Predlagala je resolucijo, ki bi posameznikom rojenim v tujini prepovedala opravljanje funkcije v kongresu. Kaj menite o tem? In omenila vas je kot primer. Kakšen je vaš odgovor na to? Srečno ji želim. Torej mislite, da iz tega ne bo nič? Ne. Mislim, da ima prav. Srečno ji želim. In nisem prepričana, da bo kaj takega napredovalo. Vendar pa moram reči, da mora Ilhan Omar spoznati, da prihaja njen čas, ker so ji ljudje za petami. Samo zato, ker bo to povzročilo takšen hrup med ljudmi, ki volijo guvernerje in si mislijo, počakajte malo, želimo imeti predstavnike, ki niso samo naturalizirani državljani, pa tudi ne samo tisti, ki niso naturalizirani državljani. Ampak čas bo pokazal. Dobra novica je, da vedno več ljudi spoznava, da je Ilhan Omar preprosto pokvarjena. In ona je fenomen. Ne gre samo za njo. Da, odstraniti jo je treba z oblasti. Kaj pa drugi ljudje, druge entitete, ki so podobne njej? Kaj bomo naredili glede njih? In mislim, da bomo videli, ali bo to delovalo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.